Dragi gledalci Ljubljana TV, lepo pozdravljeni na tole čudovito sončno jutro. Danes se ne bom dobila z nobenim gostom. Danes se bom odpravila takole pustolovsko malo po Ljubljani in prisluhnila vrišču otrok, pa tudi malce starejših, ki se združujejo takole čez počitnice kar ob parkih, kot ga lahko vidite za mano. Zdajle trenutno se nahajam za Pop TV-jem, kjer je eden od teh večjih ljubljanskih parkov in sicer namenjen je predvsem BMX kolesom, rolkam oziroma skirojem. V zadnjem času tudi ponovno obujajočim se kotalkam, rolkarjem, ampak teh ponavadi ne vidimo kaj dosti, predvsem pa tistim tudi, ki vozijo skiroje. Pravzaprav zdajle za mano poteka prava šola učenja vožnje skiroja po teh objektih, no pa tudi BMX-erji so se jim že pridružili. Tako da, če imate doma kakšnega mulca ali če ste sami dovolj stari, da se lahko vklopite k ekipi, seveda toplo vabljeni, sicer pa vas lahko mogoče popoldne v roke vzame tudi kakšen od prijaznih profesionalcev ali vsaj polprofesionalcev. No, res je, da tukaj na drugi strani igrišča zdaj nekaj delajo, tako da se zdi, da bo mogoče kakšen športni objekt na novo tudi še nastal, ampak sicer pa seveda je tale objekt za mano, dobesedno za stavbo od Pop TV-ja, samo po makadamskem križišču mimo stavbe, na voljo brezplačno. Zraven imate tudi manjšo gostilnico, tako da si lahko seveda tudi privoščite kakšno osvežitev in pa tudi možnost skakanja po trampolinu. V neposredni bližini je pravzaprav še en park, iz katerega se vam javim prav kmalu. Najprej še povem, da je tukajšnji park, ki ga vidite za mano, seveda sestavljen predvsem iz nekaj skakalnic, pa tudi iz enega raila. Kaj točno je rail? Gre za torej tisto tako malce nižjo skrinjo, po kateri se ponavadi zdrsamo oziroma poslajdamo, kot bi rekli v žanrskem jeziku. No, tale tukaj za mano je sestavljen seveda park iz betonske podlage, potem pa so čez dane lesene deske, zato mogoče ob vlažnem vremenu seveda malce bolj drsi, ampak za kaj takega seveda moramo tako ali tako paziti že vnaprej. Glede tega spolzkosti seveda mislim. Za kolesa mogoče ni tako problematično, medtem ko je verjetno bolj problematično za skiroje ali skejte, kajti kot vemo, v mokrem vremenu ponavadi odpovejo tudi kakšni ležaji in potem naenkrat se naša koleščka slabše vrtijo. No, toliko za enkrat. Nočem motiti te šole, ki se za mano zdajle ravno pripravlja na svoje naslednje naloge, ampak ostanite, že čez par trenutkov se vam javim iz bližnjega BMX parka, ki ga boste mogoče nekateri, vsaj prebivalci tukaj Bežigrada, Savskega naselja, Novih Jarš, ravno smo nekje na meji, mogoče tudi sami že obiskali. Toplo pozdravljeni že z naslednje postojanke z BMX proge tukaj na Topniški ulici. Sama sem imela zdajle kar malce problemov, da sem našla glavni vhod. Hotela sem namreč na vhod priti dobesedno iz te glavne ceste v smeri Savskega naselja, ampak se je izkazalo, da je vhod tukaj za mano, vam ga kar pokažem, in gleda proti študentskim domovom na Topniški oziroma kar k blokom, ki so tukaj le zraven. Zdaj malce se bomo sprehodili tukaj in najprej naj vam pokažem, kako je včasih izgledal tale park. Namenjen bil seveda samo BMX-erjem in tukaj lahko vidite tole, bom rekla, doma narejeno skakalnico, ki je seveda še vedno v uporabi, ampak je zdaj seveda prišlo že nekaj boljšega. Že čez kak trenutek bomo prišli tudi do tja. Tukaj lahko vidite skakalnice, pravzaprav kar visoke. Jaz mislim, da si tukaj ne bi upala kar takole malce spuščati gor in dol. Ampak je proga še vedno primerna, bi rekla, predvsem za tiste, ki imate dobre čelade in pa seveda tudi dobre kolenske vezi, če tako rečem. Opala. Torej,
Tale proga je res primerna samo za kolesa, ne. Saj tam asfaltni del, do katerega še pridemo, bi mogoče bil še primeren za vožnjo s kakim skatom, ampak načeloma kar odsvetujejo vožnjo z ostalimi vozili, ker naj bi v bistvu s tem tudi ovirali druge obiskovalce, ker se naprimer na skejtu ste počasnejši kot na takem kolesu, na rolerjih tudi, tako da priporočajo, da tukaj res greste samo s kolesom. Zdaj, uporaba te proge je tudi brezplačna, lahko pa plačate 15 € za letno prostovoljno uporabnino proge. Je pa to, kakor sem že rekla, na križišču Linhartove ceste in Stolpniške ulice v Ljubljani. Se pravi, gre v bistvu za športni park Savsko naselje, ne. Zanimivo, kako takole malo priporočajo samo vožnjo z enim vozilom, čeprav bi marsikdo verjetno pomislil, da bi lahko tukaj tudi kar pravi skatepark pravzaprav naredili, ampak vidite vmes tudi, da so kamenčki, to res ni dobro za skejtarje. Pa če se kar malo sprehodim mogoče po tehle krivinah. Naj vam povem še, da pravzaprav te BMX proge so v bistvu nastajale nekako sočasno s skateparki, ampak je mogoče malo manj jasno, kdaj so se začeli, medtem ko za skateparke približno vemo, ker je bil pravzaprav prvi skatepark na svetu Surf City v Arizoni, natančneje v Tucsonu. In imel je take v bistvu ravno betonske rampe, zdaj kar mi vidimo tam je half pipe, bi temu rekli, ne? Se pravi polovična cev, ki se potem razvije v take valovčke, po katerih lahko skačete ali pa se čez njih sam zapeljete. Ja, ta prvi skatepark je bil seveda iz betona. Naši prvi skateparki so v bistvu tako izgledali, da so ljudje kar sami en za drugim začeli zbijati deske in so tako ugotovili, da se da narediti naprimer ravno ta pravi halfpipe, ne, ker v bistvu vidimo samo en boljši ovink. Halfpipe bi bil pa tisti res, kakor da cev prerežete na polovico in potem skočite gor na vsaki strani. Nekaj podobnega imajo tudi bordarji in tisti je pravzaprav prišlo tudi že na olimpijske igre za skate, pa zdaj nisem prepričana, če so že prišli na olimpijske igre. Zaznavajo pa v zadnjem času seveda velik porast kolesarjenja, kar seveda glede na uspehe Rogliča in Pogačarja sploh ni presenetljivo. A ste videli, se pravi, tale podlaga za mano je bila v bistvu tak zbit makedam, zato tudi ni primerno tule za skejtarje, medtem ko je tale del, po katerem se zdaj sprehajam, v bistvu narejen iz betona, pa zelo je gladek, bi lahko rekla. Kako čudovito se vreme spreminja. No, zdaj, če grem čist na vrh, boste videli, kako izgleda približno v celoti. Nekateri bi naprimer začeli tam, ne, če si naredimo kako dirko, ker vidite, da potem lahko sodeluje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kar 9 tekmovalcev naenkrat, ki se potem podajo po tejle progi čez drn in strn. Zdaj, za tiste, ki so mogoče še malo bolj adrenalinski navdušenci in se radi potikajo kje po gozdovih, vam to seveda odsvetujem. Naprimer na Šmarni gori imajo že kar precejšen problem, ker rastje in pač živali trpijo, ker se ljudje vozijo kar povsod. Medtem ko, če se odpravite na Golovec, imate pa prav posebej narejeno progo za kolesarjenje, tako da vam bolj priporočam, da se odpravite tja in da poskrbite za naravo, da živi v miru tam v okolici Šmarne gore. Kot rečeno, sem lahko pridete zastonj, takole, tukaj zadaj pa potem vidite še tele vzpetinice, ki vas vabijo na še bolj drn in strn progo. Ok, mislim, da se bom kar odpravila naprej.
tale park smo pogledali. Pravzaprav je v precejšnji bližini še en, tako da če se s kolesom odpravite sem, pa vidite, da ni kaj veliko prostora, se lahko odpravite v bližnjo Župančičevo jamo. Tam je sicer ta pump track, kot mu rečejo, res bi rabili počasi že kakšno slovensko različico, mogoče proga za odbijanje, kaj takega. No, zagotovo se spomnite kaj boljšega. Če se spomnite kaj boljšega, javite na naš Instagram. Če ne, pa počakajte trenutek in zgodila se bo čarovnija, javila se bom že iz naslednje pump track proge iz Župančičeve jame. No, pa sem že uspela se pričarati na novo lokacijo. Zdaj sem tukaj na robu Župančičeve jame, za mano je Topniška oziroma Linhartova cesta, tukaj ravno na križišču, pravzaprav nekje se nahajam v tem, kot bi rekli, starem delu Župančičeve jame in sicer pri še enem pump tracku. Upam, da ga vidite zadaj. Jaz sem se sicer dala v senco. Verjetno gre za enega redkih bolj senčnih pump trackov tukaj po Ljubljani. Naj pa še omenim to, česar še nisem. Ti pump tracki so predvsem zanimivi zaradi tega, ker ni treba veliko poganjati na njih. Večino gibanja se zgodi tako, da se pravzaprav s telesom premikamo gor in dol in se tako spuščamo po zaobljenih vijugah, kot naprimer vidite tega elefanta, ki se je dobro opremil, kapo si je dal na glavo in ga lahko takole spremljate. Sicer pa ja, kot rečeno, priporočljiva je uporaba čelade in ne nazadnje tudi vzdrževanje razdalje je seveda toplo priporočeno. Zdaj, če si pogledamo malo specifike tega koloparka Bežigrad, kot ga imenujejo, določena je smer vožnje, določena je tudi površina parka, vozna površina, dolžina proge in tako naprej. Sicer pa priporočajo tudi uporabo čelade, no sama bi vas spomnila tudi to, da mogoče, če iščete kaj večjega, se odpravite kar v Fužine. Namreč v Fužinah so pred 3 leti, 3 leta bo septembra, uradno odprli enega izmed večjih, gre za kolopark Fužine. Meni danes do njega sicer ne bo uspelo, grem bolj v smeri Šiške in je pravzaprav bil narejen kot eden od trajnih ukrepov tedna mobilnosti leta 2018. Namenjen pa je ravno pravzaprav izpopolnjevanju kolesarskega znanja, igri, urjenju spretnostnih veščin z različnimi vrstami od kolesov, rolk, skirojev, kotalk, poganjalčkov, namenjen pa seveda predvsem mladim, otrokom, kot lahko vidimo tudi pogosto. Zdaj, ta proga za mano tukaj v Župančičevi jami in tudi v Fužinah je v celoti asfaltirana, obdajajo trava in travniške cvetlice. Uporaba proge je tako tukaj kot v Fužinah brezplačna, medtem ko tisto v Fužinah pa naprimer lahko najdete v neposredni bližini osnovne šole Nove Fužine in Ljubljanice. Če vas pa zanima, naprimer, tudi kje drugje po Sloveniji lahko najdete pump tracke, pa obstaja prav spletna stran pumptrack.si, kjer vam potem prav po regijah v bistvu kaže, kje in kako se lahko gibate in najdete te pump tracke. Zdaj najdete seveda možnosti tudi na kar nekaj spletnih straneh, med drugim prav tistih za družine, za družinske izlete. Pri tem pa seveda vas vsi pozivajo, da spoštujte zmožnosti svojih otrok in pa seveda tudi druge, ne jih precenjevati, ker ste v bistvu pač tukaj popolnoma sami odgovorni za varnost, noben ne bo tega pazil. Kot že rečeno, čelada je pravzaprav obvezna, priporoča se tudi druga zaščitna oprema. Pazite, da se otroci ne bodo ustavljali sredi proge, ker to pa res ni fajn, ker jih bo kdo drug zbil, taka krožna pot poteka. Poskrbite seveda, da otroci ne bodo ovirali drugih, naučite jih tudi, da dajo prednost hitrejšim, da ne izsiljujejo prednosti, da se prepričajo, da je štart varen in pa predvsem, da se ne uničuje parka ali objektov, da smeti odnašajo s sabo in podobno.
No, tako, zdajle bomo šli na kratko v oglasni blok, potem pa se že vrnem nazaj in seveda z naslednjo lokacijo, ki pa se tokrat nahaja v Šiški. Kje in katera je, vam povem po oglasih. Lepo pozdravljeni nazaj. No, pred odhodom v Šiško sem se seveda ustavila še tukaj v Župančičevi jami. Zakaj? Še enkrat. Je zaradi tega, ker je tukaj še en majčken pump track, ki vam ga želim pokazati. Sicer ima tako izredno majhno višino, ne? Prej smo videli enega takega mal višjega, no ta pa pravzaprav, če stopim zraven njega, mi en tale valovček seže komaj dobro do kolena, tako da je res primeren za najmlajše. Kje pa ga najdete? Zdaj, če ne prepoznate teh stvari za mano, okolja, okolice, vas lahko napotim pravzaprav na tako imenovano ploščad pri svetilniku v Župančičevi jami. Če poznate dobro potezo, lokal, v katerem lahko igrate igre, namizne igre, je pravzaprav to tukaj ravno čez cesto v Severnem mestnem parku. Za mano se nahaja Navje, pa Zavod Bob, Slovensko mladinsko gledališče, no medtem ko tamle prav blizu pravzaprav lahko vidite tudi, kaj so naredili ob letu knjige. No, vidite, da ni prav visok. Zdaj, čemu so namenjene te krogle, ne vem, mogoče res samo sedenju. Jaz se pa nahaja tukaj direkt zraven mladinskega centra Bob. Imate pa zraven tole prijetno senčko, da lahko mogoče tudi svoje otroke počakate, pa še kaj preberete, naprimer češki, poljski, tukaj je Hrvaška in tako naprej. Tale del je namreč posvečen pa ravno knjigam in pravzaprav pri tistem spomeniku, ki ga vidite na koncu, vsako leto dodajo en podstavek spomeniku, tako da spomenik pravzaprav raste in vsakič je namenjen nekomu drugemu. Ampak ker to ni več pump track, je seveda čas, da se odpravim naprej na pot in najdem še kakšnega primernega, mogoče za malce starejše, kaj pravite. Mogoče se po tistem upam spustiti celo sama. Naprej v Šiško. Lep pozdrav še iz Šiške, kamor sem se prežarčila zdajle na hitro. Ja, nahajam se tukaj zraven Celovške na enem od verjetno bolj obljudenih pump trackov. Največja gneča, vsaj tako mi trdi internet, pa tudi po lastnih opažanjih, se tukaj odvija okoli 6. večerne ure. Se pravi, ponavadi, ko zaključimo z kakšnimi izleti ali pa predvsem, ko otroci zaključijo s šolo. Zdaj, kot vidite za mano, je pravzaprav tudi zjutraj že precej gneče, vendarle se opazi, da imajo počitnice. Je pa tale pump track verjetno eden takih, ki so najbolj v senci. Z dnevom sonce zahaja za rožnik, tako da je vedno več sence, je pa tudi verjetno eden od hrupnejših, ker tisti, pri katerem sem bila malo prej zraven Linhartove ceste, se ne nahaja točno direktno zraven ceste, vmes je tak zeleni pas, no medtem ko tukaj se lahko dobesedno po 10 metrih znajdete na Celovški cesti. Kar vidite za mano, tale lokal je v bistvu vogal Lepe žoge. Super hodogi ob sredah mimogrede. Tudi našega Luko lahko srečate kje v bližini ali pa si privoščite kakšno osvežilno pijačo. Sicer pa bo verjetno hrupno tudi v prihodnjih dneh in letih in mesecih, ker kot vidite tukaj eno ogromno stvar gradijo. Tukaj, kjer je včasih stala gostilna Keršič, če se ne motim. Mislim pa, da tale Bellevue Living že malce nakazuje na to, kaj se bo tukaj pravzaprav dogajalo. No, če se povrnem sicer k pump trackom, poleg tega, da takole malce voajeristično zremo čez Celovško, pa naj vas seveda povabim, da mogoče pump track obiščete tudi sami in sicer ne samo tukaj v Ljubljani, ampak tudi, ne vem, na obrobju Ljubljane, kot je na primer Podutik ali pa kar Medvode, morebiti pa tudi
kjer pri Domžalah, skoraj vsako mesto ima zdaj že svoj pump track. In v bistvu pravijo, da naj bi bil to odličen trening tudi za smučarje, ker če se na primer spravite, ne glede na to, koliko ste stari, na kakšnega od teh pump trackov, bodo super delale vaše nožne mišice in pa predvsem te vezi, ki jih imate okoli kolena. Zaradi tega se mogoče sploh v jesenskih dneh lahko podate sem. Pazite seveda, da kakšnega manjšega ali mlajšega od sebe pri tem ne poškodujete, ampak verjamem, da v nočnih urah tukaj ni prav veliko otrok. Je pa res, da večina teh pump trackov, ravno zato, ker je namenjena otrokom, ponavadi ni prav dobro osvetljena. No, tisti tamali, pri katerem sem bila prej, narejen iz tartana v Severnem mestnem parku, tisti je osvetljen, pa tudi tisti v Župančičevi jami ima še kar nekaj svetlobe, medtem ko za tega za Pop TV-jem pa nisem prepričana, mislim, da glavne luči niso takrat prižgane. No, kar vidite za mano je torej pump track pri Celovški. Zelo zanimivo mi je, mislim, da tam vodi ena od cevi tudi nekam v globine Rožnikovskega hriba. Če vam pa povem par specifik, se pravi, tisti v Severnem mestnem parku je bil verjetno eden redkih iz tartana narejeni pump track, ta je tudi asfaltiran, 22 valov ima, 7 ovinkov. Na tej progi je res, kot rečeno, ponavadi gneča, zdaj le trenutno sicer je še prezgodaj, mogoče otroci še spijo. Je pa tale primerna tako za kolesa, gorska, kot tudi BMX-e, za skiro, za skate, za rolarje in pa seveda tudi za kotalke, ki so vedno bolj popularne zadnje čase. Tudi ta je brezplačen. Sicer pa še eno stvar vam lahko pokažem, ja, tukaj direktno nasproti mene so, ne vem zdaj, a so vedno, ampak poglejte, kako čudoviti ležalniki, na katerih se lahko na primer starši ali pa prijatelji vmes odpočijete, medtem ko se vaši otroci na primer takole zabavajo na temle pump tracku. Parkiranje je seveda tukaj možno pred Halo Tivoli. Je sicer rampa, ampak mislim, da je 40 centov na uro, tako da gre v bistvu za enega od tistih cenejših parkirišč v Ljubljani. Lahko pa, še to je tudi dobro, ne, če govorimo prav o starših, naprimer, ko mulca spustite na pump track, vi iz sosednjega lokala tamle kar spremljate pravzaprav, kaj se dogaja z njim, tako da se mu ne bo kaj zgodilo. Sicer pa mislim, da je potrebno progo takole še malce pokazati, da vidite, izgleda kot da gre v hrib, ampak temu v resnici ni prav zares tako, je zgolj navidezen hrib, ampak vam zaradi tega omogoča super dostop, tudi na primer za starše na invalidskem vozičku lahko pridete res dobesedno takoj zelo zraven. Ker pa to ni zadnji pump track tukaj v bližnji okolici centra Ljubljane, ki vam ga želim danes pokazati, mislim, da se moram hitro podvizati naprej, da me ne preženejo kakšne reklame. Tako da ja, skrbimo za zdrav duh v zdravem telesu in nadaljujemo svojo pot v tukaj bližnji Tivoli. Lep pozdrav še iz parka Tivoli, tukaj, kjer je bilo včasih zgolj kotalkališče, se danes nahaja čisto pravi skate park. Ja, tako je. Kotalkališče se sicer še vedno nahaja na drugi strani, tam, kjer je vhod v bazen, zdaj pa imamo tukaj skate park. Se vidite razliko med skate parkom in pump trackom, naprimer gre za dejansko za skakanje, tole je rampa, tole so potem raili oziroma te cevi, po katerih se tudi skaterji spuščajo. Sicer so pa tukaj še hujša navodila oziroma še bolj zahtevna navodila za upoštevati, ker je seveda bolj nevaren kot pump tracki. Tukaj jih lahko vidite, gre za park za rolkarje, kot se mu reče, oziroma skate park. Seveda pazite predvsem nase, ne zažigati, ne pa spuščati seveda tudi psov na progo. Ja,
To je eden od zelo pomembnih napotkov, ki pa ga upoštevajte tudi v primeru pump trackov, zaradi tega, ker se tam ljudje res težko ustavijo. Kar sem vam pa želela danes še povedati, res da tole ni več pump track, ampak skatepark. O skateparkih smo nekaj že povedali, ampak o pump trackih pa pravzaprav še ne. In pump track je pravzaprav seveda nastal ravno v času, ko so tudi skateparki nastali. In sicer ta največji boom skateparkov je bil mimogrede tudi pri nas v Sloveniji, tam v poznih 90-ih in v začetku 2000-ih. Prvi so se sicer, kot rečeno, tako na roke delani pojavljali že konec 80-ih, to zelo dobro prikazujejo v dokumentarnem filmu, ki je izšel pred nekaj leti ravno izpod rok nekaterih skaterjev. Sicer pa naj omenim, da trenutno tudi v Kopru obstaja eden največjih skateparkov v Sloveniji, ki pa je žal bil narejen malce površno. Zaradi tega se je zgodilo to, da zdaj pravzaprav park že malce razpada. No, kakorkoli, večina pump trackov je bila pravzaprav dizajnirana in narisana strani izkušenih in profesionalnih voznikov koles. Narejeno je bilo seveda ravno za vadbo BMX-erjev, gorskih kolesarjev, ki so se sicer podajali čez drn in strn, zdaj pa so se lahko malce bolje natrenirali ravno na pump trackih. Tako da v bistvu prvi pump tracki so nastali v Združenih državah Amerike in ta nova era pump trackov, kot jih poznamo pri nas, pa se je pravzaprav razširila tam leta 2004, ko so jih začeli prav na tak način graditi v Koloradu. Tako da, če mogoče se malo spustim še v zgodovino skateparkov, ko ravno smo že zraven skateparka. Mimogrede, z rušenjem Roga smo izgubili enega največjih skateparkov v Ljubljani. Ena zelo majhna različica pod streho se najde tamle pod Fabjanjevim mostom zraven Cukrarne. Obljublja pa se menda tudi nekaj v Stožicah, v tistem delu, ki še ni zgrajen, zraven nogometnega štadiona. Nekaj več o tem so mi povedali na intervjuju, ko sem bila v zavodu Ulca. No, skateparki pa, kot rečeno, izhajajo tam iz leta 65, pravzaprav se je že pojavil prvi skatepark v Arizoni. In pa potem še naslednji je bil v Washingtonu že leta 66, tako da v bistvu prvo svetovno skatersko prvenstvo se je tam odvilo leta 77. Si morate misliti, v Ameriki so skatali takrat, ko smo pravzaprav tukaj v Sloveniji prvič slišali punkerte, ker je punk uspel priti tudi v Slovenijo. Ja, zanimiva. Zelo zanimiva primerjava. Zdaj, treba je povedati, da veliko teh skateparkov je narejenih iz betona, v bolj ekstremnih klimatskih pogojih pa so seveda narejeni predvsem znotraj, pogosto tudi iz lesa, ki je bolj odbojen, ali pa iz železa. Nekaj vam moram še povedati, sicer so super te klopce, ki so zraven skateparka, ampak v tem času, kar sedim tukaj, se poskušam delati, da ni name padlo že tako 22 različnih žužkov. Je pa to, se pravi, še ena odlična priložnost, da se tukaj usedete in spočijete, medtem ko se mogoče odpravite dejansko na samo progo. Ponavadi se tukaj začne tamle na vrhu, potem pa se spustite po eni od linij, ponavadi kar, naprimer, greste od desne, pa potem nadaljujete. Recimo skočite na tole skrinjo, pa naredite kak trik, skočite naprej. Za tiste, ki ste bolj teoretičari, pa seveda mogoče še najbolj priporočam, da se odpravite k igranju videoiger na temo skejtanja in boste še najlažje ugotovili, kater trik vam je res lahko ljub. Sicer pa zdaj v zadnjem času
Pravzaprav, ko postajajo veliko bolj popularni tudi longboardi, so ti res namenjeni zgolj in samo vožnji. Na njih se ne izvaja prav veliko trikov, razen da mogoče greste pač iz pločnika dol ali pa gor na pločnik. Tako da, če vam bolj ustreza tak način vožnje, se seveda lahko podate na longboard, je malo daljši in pump track bi bil v tem primeru bolj primeren kot skatepark, da se tja tudi odpravite. No, pa da vam za konec pokažem še en skatepark, bom na hitro skočila res še pod Cukrarno, kjer mislim sicer, da bo skatepark zaprt, ampak mogoče vseeno pridemo van.